ena stvar, ki je meni fascinantna v tebi, je tudi tvoje poznavanje oziroma bom rekel strokovnost pa izkušnja na področju trademarkov. In tukaj vemo, da se čedalje več o tem pogovarjamo in tudi meni si zelo veliko pomagal pri mojih trademarkih, še posebej pri Beyond Leadershipu, tako da hvala. Pa me zanima, daj nam sploh malo razloži, kaj je trademark, kako to poteka za vse tiste, ki tega še ne poznajo, kakšni so postopki, kako to v tujini, ne vem, daj pet od A do Ž. Ja, to je zdaj, tema intelektualne lastnine je zdaj v sodobnem svetu izjemno pomembna. Žal pa mladi podjetniki, pa podjetniki nasploh se ne zavedajo pomena. To je zdaj eden glavnih assetov, ki jih imajo. Ja. Ideje, pa ne samo blagovna znamka, ampak vse, kar je povezano z intelektualno lastnino, tisto, kar je največ vredno. Včasih so bile mogoče v zgodovini to nepremičnine, stroje in tako naprej, zdaj pa vse bolj so ideje, tudi programska oprema, koncepti, know-how, to izjemnega pomeni. Zdaj, ena od teh stvari, jaz bi rekel celo, cornerstone, je pač trademark, po čem se ti prezentiraš, po čem te poznajo. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z moj je danes en zelo poseben gost, moj dober prijatelj, predavatelj, odvetnik, inovator na večjih področjih. Lepo pozdravljen, Ivo. Pozdravljen, Mark. Me veseli in hvala za povabilo. Tudi mene in hvala, ker si se odzval. Vem, da si po celem svetu. Vse so se kar dolg časa lovila, mislim, da je bil ta celo rekordni. Res je bil. Preden gremo v podrobnosti, da spoznamo v bistvu, kaj ti počneš, tvoj izjemen pogled, razmišljanje, ki imaš res izjemne izkušnje, bi rad, da te naši poslušalci tudi spoznajo. Tako da bom naredil kratko predstavitev. In sicer že prva stvar je, da ti si leta 2011 diplomiral z najboljšim povprečjem v generaciji. Prvo si se zaposlil na Fursu, kjer si spremljal vodenje stečajnih postopkov v ljubljanski regiji in nato si bil kot pripravnik na sodišču. Delal si potem v družbi za davčno svetovanje, Tax Group in nato v eni večjih odvetniških pisarn v Sloveniji, Odilo. 2017 si odšel na enoletno specialistično LLM izobraževanje na Dunaju z področja International Tax Law in 2018 si rekel, zdaj moram iti pa jaz na svoje in si ustanovil svojo pravno pisarno, kjer ste v bistvu inovatorji na področju novih tehnologij, trademarkov, delaš veliko z blockchain podjetji, trenutno imaš pisarno v Ljubljani, ekipa ima že 7 članov, tako da čestitam, zelo lepo rastete, delate pa predvsem z hitro rastočimi mladimi podjetji, ki so prav tako usmerjeni v rast, v tujino in se hitro širijo. Tako da, preden greva, bi jaz sem rad slišal, če bila midva sošolca gimnazije, si ti že takrat vedel, da hočeš biti odvetnik, da hočeš delati na novih tehnologijah, spreminjati svet? Daj nam malo razloži. Ja, ker sem bil v gimnaziji, v bistvu nisem še razmišljal o tem. Ukvarjal sem se z muziko, moram priznati, kar dosti se učil. Tudi takrat nisem pa imel nekega še, teh novih tehnologij takrat tudi še ni bilo, blockchaina, spletnih platform. Internet je bil, dogajale so se določene zgodbe že, nisem se toliko zanimal za tehnologijo, za tehniko, za programiranje, sem bil bolj mogoče v kakšnih drugih vodah. Me pa veselilo dejansko nekako pomagati ljudem, odvetništvo, pravni svet, kako ne samo tehnika, ampak kako to družba funkcionira. Tako da nekako odločitev pol tudi za pravni študij je bila nekako organska, nisem niti veliko razmišljal, ampak sem vedel, da je to. Super. Pojva se malo dotakniti, se pravi, tvoje podjetje dela predvsem s tujino in tukaj govoriva, da imaš stranke iz Nemčije, Estonije, Kanade, Singapurja, Brazilije, Izraela, Amerike. Kako dejansko postaneš taka velesila na tem področju novih tehnologij in delaš predvsem v tujini? Kako prideš do strank? Daj nam malo razloži, kako se sploh začne, kako pridobiš prvo stranko in pol v bistvu ker ta efekt? Ja, tukaj je v bistvu nek tak efekt snežne kepe. Dobro delo se nekako potem razve in če imaš neko stranko, tudi v ta blockchain svet sem bolj ali manj padel nekako po naključju, jaz sem se veliko ukvarjal za 2016, 2017, takrat ni bil še blockchain, ni bil še tako aktualen, ni bil tako popularen, bile so pa sharing economy platforma, Airbnb, Uber. Mene to zanima, kako to funkcionira,
se v to zelo vrgel, pa se pa kar naenkrat začel pojavljati blockchain, noben sistem, odvetniki so to mačkano spregledali, noben ga to nekaj veliko zanimalo, jaz sem se pa pridružil, šel tudi na par eventov, videl, da pač potreba po pravnih storitvah je, da industrija rabi imeti neka pravila, da imajo vprašanje glede obdavčitve, glede raznih pravnih vprašanj, kako zdaj regulirati, ker ta podjetja raste, ima pač tako kot vsaka druga podjetja, tudi blockchain v tem svetu je ta potreba, ne. Tako da tukaj sem se potem jaz vključil v ta, pridobil pač prve par strank, potem pa pač te priporočil naprej še svojim kolegom, pa ti kolegi naprej, pa tudi ti na drugi strani zelo razrasteš, se veliko naučiš o sami tehnologiji, vidiš, kakšne so tipični problemi, tudi imaš nek tak pregled čez celotno industrijo, kaj imajo različni, kaj so zdaj tipični problemi, ki se tukaj pojavljajo. Tako da potem več, kar delaš, več te poznajo, več te priporočajo naprej, ne. Je pa tudi en tak mentalni preskok, ne. Tle smo mogoče dostikrat zaprti razmišljamo samo v slovenskih okvirih, ne. Svet je pa velik, ne. In to bi mogoče tudi želel svojim kolegom ali pa tvojim poslušalcem, ne, podeliti ta nasvet, ne. Treba se znebiti neke te mentalne bariere z sodobno tehnologijo, ne, sodobnimi sredstvi komunikacije, ne. Ni nobenih ovir, da bi v bistvu nastopali ne samo na slovenskem trgu, ampak globalno. Tudi na trgu pravnih storitev, ne, tudi na takih zelo, bom rekel, konzervativnih področjih, ne, tradicionalnih, tudi tukaj se lahko dela v bistvu cross border. Tako da ja, dela sploh na začetku je bilo kar veliko, jaz sem to kar padel noter, na začetku tudi nisem imel, ne vem, od ust do ust, ne, so šla priporočila, tudi nisem imel spletne strani, ne, nisem imel niti pisarne na začetku, ne, šele potem se to, neko tako nomadsko pravno pisarno sem imel, ne, koristili smo tudi coworking prostori in pa seveda z ekipo so prišli tudi potem prostori, sploh potem spet s ponovnim vpisom v odvetniško zbornico, ne, tako da zdaj imamo tukaj prostore v Ljubljani, ampak dela se lahko v bistvu tudi nadaljavo, ta nek ta message, ki bi ga mogoče podelil. Dajva malo pogledati, če se pravi, Slovenija je fascinantna država in tudi glede blockchaina smo kar močna sila. Veliko podjetij smo imeli smo tudi prvo Bitcoin mesto, kjer sem tudi jaz bil del te ekipe, ki je to postavila. Zanima pa tvoj pogled, kako gledaš, kako je blockchain sploh urejen. Vem, da si bil ti tudi eden izmed pobudnikov v Sloveniji, da ste se začeli dejansko pogovarjati z vlado, z Fursom in tako naprej. Daj nam malo razloži, kako ste sploh to začeli takrat? Ja, 2017-2018 je bila neka taka res posebna energija, ne, se začutila tukaj. Smo res Slovenci ena taka vele sila, blockchain, imamo talente, imamo know-how, imamo voljo, ne. In jaz sem to začutil, vedno je bilo, se govorilo o brain drainu, ne, mladi, uspešni ljudje odhajajo v tujino. Takrat se pa nekako ugotovilo, oziroma jaz sem začel opaziti kar naenkrat, ne samo, da so ljudje, mladi, uspešni, talentirani posamezniki, iz Slovenije nehali hoditi v tujino, vsaj v določenem segmentu, ne. Ampak smo celo začeli, tujci so začeli prihajati k nam, pa tukaj nekaj delati, pa so tukaj od nas učiti, ne. Tako to je bila res neka taka, wow, ne, aha moment, ne, res imamo nekaj za ponuditi, res smo lahko nečem najboljši, ne, res lahko to svoje znanje izvažamo, v bistvu ta tehnologija, pa to je bilo še pred koronskimi časi, ne, pred to popolno digitalizacijo, ne, se je začelo to dogajati in drugi so začeli prihajati k nam, tudi ustanavljati podjetje, se vključevati v naše time, tudi naše podjetje so začela zaposlovati v bistvu še talent od drugod, ne. Tako da to je bil nek tak zelo dober vibe je bil, ne. Zdaj, žal, ne, meni je žal, da nismo tega uspeli bolj tudi regulatorno urediti, ne, prisluhniti potrebam, ne, ker industrija ima pa vseeno določene potrebe, ne, tudi kar se tiče pravne varnosti, pravne jasnosti, primerno nekih administrativnih ovir, da se zmanjšajo, ne. Tako da tukaj mogoče na strani regulacije ni bilo dovolj posluha ali pa te priložnosti, so bili narejeni kar precejšnji koraki, ne, pojasnilo organov, tudi organi so se pogovarjali z industrijo, bi se lahko pa naredili še bistveno več, no, tako da mi je žal, ni pa še vse zamujeno, tako da upam, da tudi ne, industrija se naprej razvija,
potrebe so še zmeraj, tako da to se lahko še zmeraj v prihodnosti popravi ali pa nadgradi. Dajva se dotakniti, jaz to zmeraj vprašam, in sicer, ko te ljudje spremljamo, ko gledamo, vidimo, da si zelo uspešen, da delaš zelo veliko s tujino, tudi v Sloveniji, te vsi poznamo, pa me zanima, ogromno imaš tudi nekih projektov, kako izgleda tvoj dan, kako se organiziraš, a se ti v nedeljo pripraviš za naslednji teden, ali se daj malo razložiš, ali ostaneš zelo zgodaj, greš spat zelo pozno, rad bi malo me zanima, kako se organiziraš, pa kakšen je tvoj tipičen dan? Ja, zdaj vikende kar dostikrat žrtvujem, no, tudi za delo, sploh nedelje je tak nek miren dan, ko ni toliko klicev, pa lahko dejansko imaš večji fokus, ponedeljek si hitro se zgodi, da si zasut s klici in je težko to dohajati. Zdaj, ključno je res ta fokusirano delo, to se mi zdi zelo pomembno, ne, da se predvidi določene bloke časa za delo, ko ni moten, ko se lahko res nekomu posvetiš, jaz se tudi vzamem, ko imamo recimo sestanke ali pa strankami, da res ni nekih motenj, da se pripravimo, da res lahko stvari potisnemo naprej. Zdaj, rutina takšna, no, ja, nedelja nek tak wild card day, da se nekaj naredi nekaj dodatnega, ne. Sobote poskušam nekako vzeti fraj, ne, za relaksacijo, za odklop, pridobivanje novih idej, ne, kakšen izlet. Zdaj, ponedeljek pa vedno štartamo zjutraj, ne, rad imam te jutranje začetke, ekipa ima koordinacijski sestanek, se pogovorimo, kaj je za narediti. Se pravi, jutra v bistvu uporabljamo, ne, še preden se res začne ta business life, pa klici, ki se začnejo, ne, tako da zgodnja jutra, ne, to se splača izkoristiti, potem pa pač dan se strukturira po nekih naprej določenih terminih, time slotih, kakšne sodne obravnave in tako naprej. No. To je pač odvisno, ampak zdi se mi res pomembno, da nek ta team spirit, da se vidi, kaj se kdo dela, da se malo mogoče umirimo, pa da imamo ta dober, ne, z dobro nogo, dober uspešen skok in to da nek ta okus po tem celem dnevu. No. Super, jaz se strinjam, jaz tudi rad delam v nedeljah, se tudi mirne, pa tudi jaz imam rad v ponedeljkih te glavne sestanke, tako da gremo v teden uspešno. Dajva se še dotakniti, se pravi, tvoja ekipa je zelo hitro zrasla in zdaj ima že 7 članov. Ko si sestavljal ekipo, kakšne lastnosti so ti bile pomembne? Oziroma, a je v pravnem svetu moraš imeti velik poudarek na znanju, ali ni treba, ker recimo v določenih industrijah ni toliko poudarek na znanju, bolj je ta želja po učenju, pa me zanima, ko si sestavljal ekipo, kaj ti je bilo pomembno? Zdaj, definitivno smo v nekem takem bolj študioznem segmentu, tako da neka pričakovanja glede nekih minimalnih standardov znanja, da ljudje imajo osnove, kandidati, da poznajo določene pravne koncepte, so, ampak to je v bistvu, o tem se niti ne pogovarjamo, ne. To so pač neka pričakovanja, ki so na obeh straneh jasna, ne, in jasno izražena. Zdaj, druga stvar, ki je mogoče zanimiva, na kateri dam dosti poudarka, ne, mogoče, ne, glede znanja imamo pričakovanja, ne, jaz dam dosti potem pa poudarka pri samem sestavljanju ekipe, da so ti posamezniki dejansko neki team playerji, ne. Da ima nek ta drive, ne, lahko ti da, če si mogoče imaš občutek, da imaš ogromno znanje, si mogoče že kar preveč samozavesten, ne, to se na drugi strani lahko sploh v našem poklicu odrazi v nekem, ne, neki oholosti, nekem snobovstvu, ne. Tako da to je lahko zelo škodljivo v našem foku, ne. Če si prevelik ego, ne, treba znati priznati napake, ne, treba biti timski človek, ne, priznati zasluge tudi drugim, ne, ni važno, da imam jaz prav, ne, važno, da se znotraj ekipe pogovorimo, da pridemo do najboljše rešitve, pa ni važno, ali moja, tvoja, kdo je imel prav, ne, važno, da dejansko rešitev za stranko prava, pa da so vse opcije nekako prediskutirane. Tako da to mi je neka taka, poleg striktno pravnega znanja, ki seveda je, ne, bottom line, ne, tudi ta neka timska usmerjenost, ne, potem neka strast, ne, da rad delaš, ne, da ti ni vseeno, ne. Jaz recimo to vidim pri sebi in nekako podobne lastnosti iščem tudi pri ekipu, da če nekaj uspemo, za stranko nekaj dobro naredimo, ne, mi tudi veseli, ne.
da bi ta uspeh dosežili, da je stranka zadovoljna, nekaj smo, ne vem, zmagali, nekaj smo naredili, nekaj smo neko novo rešitev smo ponudili, ne, da je to neko veselje, da je ta nek passion, nekaj, da se dela s srcem, ne. In pa tudi pravnik mora tudi razumeti, ne samo pravo kot tako, ne, ampak mora tudi razumeti, sploh na področju inovativnih tehnologij, pa sploh v poslovnem svetu, ko svetujemo stranke, ne. A je ta rešitev, ki jo predlagamo, ne, ki je utemeljena na določeni zadevi, sploh za stranko poslovno uporabna, ne. Se pravi, mora tudi razumeti, ne, in poslovni svet, kaj stranka rabi, kaj si želi, ne, in tudi neke minimalne social skills, kako to prezentirati, ne. Neko socialna inteligenca na drugi strani je tudi pomembna, no. Tako da tudi to bolj iščem, bolj preverjam, ne, štem, da vseeno izobraževalni sistem v Sloveniji je kvaliteten, da producira ljudje, ki bodo poznali zakone, ki bodo poznali neke osnove. Iščem tudi te neke mehke veščine, to se mi zdi izjemno pomembno, ne. Kar se tiče pa samega znanja, zdaj fakulteta da neko osnovno izobrazbo, vem pa, da ni to vse, ne, in tudi pač pričakujem, da kandidati to vejo, se bodo mogli še marsikaj naučiti, no. Tako da zdaj tudi lansiramo naša pisarna akademijo, v povezavi tudi z študentskimi društvi, to zdaj še čisto nov projekt, ni bil še niti predhodno objavljen, tako da zdaj prvič povem sploh o tem, se pa zelo veselim, da pokažemo, ne, mogoče da dobijo neke prakse, da dobijo uvid, kako poteka sodobno odvetniško delo, in da se tudi potem pri študiju so mogoče na kakšne druge aspekte še dodatno pozorni ali pa tudi z malo drugačnimi očali, ne, se učijo ali pa tisto, kar se učijo, gleda malo drugače, ima nek praktični pogled. Tako da se zelo tega veselim in je to tudi lahko neka nadaljnja pot, no. Super. Dajva se še dotakniti ravno to, kar si zdaj omenil, da je treba stalno vlagati v svojo izobrazbo, izkušnje in ti imaš ogromno tega, tudi zelo redno skrbiš za to. Kot sem že prej omenil, leta 2017 si odšel na enoletno specialistično LLM, ne vem, če sem prav izgovoril, izobraževanje na Dunaju. Pa zelo veliko tudi potuješ po svetu, imaš razna izobraževanja tudi kot predavatelj. Pa me zanima, kako dejansko, ne vem, kako to komponirati v ta svet, a je toliko veliko novosti se pojavlja, koliko se v bistvu ta svet spreminja? Ker načeloma je zelo tak, ne bom rekel rigiden, ampak prihajajo nove tehnologije, se pravi vse spreminja, ampak koliko pa se dejansko spreminja? Je dejansko se zelo hitro, no, tako da ne sme se zaspati na nekih lovorikah, ne, treba se konstantno upgradati svoje znanje, se zanimati, se izobraževati, ne samo v pravnem svetu, ampak tudi kakšne so sploh nove tehnologije, kakšne so nove poslovni trendi, ne, zdaj recimo zelo veliko podjetij ima, ne vem, 30, 40, 50, še več zaposlenih, ne, ki so razkopljeni po celem svetu, ne, in funkcionirajo, ta podjetja so zelo uspešna, ne, in generirajo dobiček in izvajajo storitve na globalnem trgu, ima pa čisto neke druge probleme kot neka klasična podjetja, ki smo vsi v istem prostoru, smo vsi v istem mestu, vsi v isti pisarni, ne. Tako tudi modeli upravljanja, pa tudi pravni problemi, ne, zdaj urejanje odnosov znotraj ekipe, znotraj founderjev, ne. Ta neka, kako bom rekel, zelo decentralizirana podjetja, tudi to treba mogoče malo spremljati, so pa to zelo fascinantni procesi, ne. In jim je treba slediti, se z ljudmi tudi pogovarjati, ne, in probati razumeti, ne, to tudi probamo predati, ne, to gledišče svoje ekipe, ne, probajte vedno razumeti stranko, kaj dejansko je, ne, preden predlagamo neko pravno rešitev, ne, ali pa preden se vržemo v pisanje neke pogodbe, kaj res stranko žuli, ne, kaj zdaj tisti, da bomo znali prav svetovati ali pa nekaj predlagati, ne. Zdaj, ti si tudi, veliko se pogovarjala, tudi midva, ti si v bistvu tudi oseba, na katero se ljudje obračajo, ko imajo, ne vem, več podjetij oziroma hočejo ustanoviti nek holding v tujini, se pravi, jim ti pomagaš prvič ne samo vstopiti na tuje trge, ampak hkrati tudi svetovati, kako naj formalno oziroma davčno nekako sestavljajo to piramido večjih podjetij, ne. Tako da,
Ja, prosti, ker povej. Ja, dejansko pač podjetje danes, ne, mednarodna, že ta mlada, hitro rastoča, se hitro povezana z tujino. Founderji so različnih držav, pač programerji so z različnih držav, nastopajo na različne trge. V vseh teh državah so lahko tudi podvrženi različni regulaciji, ne. Tako da ja, to je precejšen izziv, ne. Zakonodaja pa vseeno rigidna, pa vezana na neko posamezno ali državo članico ali Evropsko unijo ali pač v Ameriki velja nek poseben sistem. Tako da to je kar precejšnji challenge, ne. Trg je pa vseeno, sploh internet je širok, kdorkoli lahko dostopa, kdorkoli lahko tvoja stranka, tako da včasih se morajo stranke tudi omejevati, ne, tudi kakšnih trgih, kjer so te storitve, kjer zahtevajo določene licence, je treba to pač upoštevati, se mogoče tudi kdaj omejiti. Je pa tudi tako, no, jaz dosti podjetij delujem kot general counsel, ne, se pravi kot zunanji, ne, counsel in-house, kot zunanja odvetniška služba, in pomagam te zadeve tudi koordinirati, razumeti, narediti nek roadmap. Je pa tako, da je treba potem dostikrat in pogosto sodelujemo, oziroma to celo nujno, še z lokalnimi odvetniki, ne. Zdaj glede posla, ki je pa vezan prav na posamezno jurisdikcijo, recimo v Ameriki, v Estoniji, v Nemčiji, ne, ali pa da pride do nekega spora, recimo v Avstriji, do nekega arbitražnega postopka, moramo angažirati še neke lokalne ljudi, pa tudi lokalne specialiste, tudi tako je, ne, zdaj odvetniki ne moramo vsega poznati. Glavno pa je, da se znamo orientirati, da se znamo navigirati, da znamo tudi koordinirati te, ne, bom tako rekel, specialce, ne, ali pa lokalce / specialce, ne. Tako da je kar zahtevno, no. Je pa res, meni je tudi to fascinantno, ne, kako lahko obstaja neko ogromno podjetje, zelo uspešno, ne, z ljudmi, ki niso skupaj, ne, kako jih koordinirati, včasih tudi v različnih, tudi mi sedimo na kakšnih klicih zelo pozno zvečer ali pa zelo zgodaj zjutraj, ko smo ljudje iz Evrope, iz Amerike, pa še iz Avstralije in se je kar težko ujeti, se treba majčkeno prilagajati, ne, in kako tudi, mi je fascinantno, no, kako se tudi stranke s tem soočajo, da držijo ekipo vsem kot neko koherentno, ne, da se vsem si čutijo del iz tega tima, no, ampak to mogoče ne tako pravno vprašanje, ampak mogoče že vprašanje za Beyond Leadership. Ne, se strinjam, imaš prav, mi je všeč. Tudi veliko se na Beyond Leadershipu o tem pogovarjamo. Ena stvar, ki je meni fascinantna od tebe, je tudi tvoje poznavanje oziroma, bom rekel, strokovnost pa izkušnja na področju trademarkov. In tukaj vemo, da se čedalje več o tem pogovarjamo in tudi meni si zelo veliko pomagal pri mojih trademarkih, še posebej pri Beyond Leadershipu, tako da hvala. Pa me zanima, daj nam sploh malo razloži, kaj je trademark, kako to poteka za vse tiste, ki tega še ne poznajo, kakšni so postopki, kako to v tujini, ne vem, daj pet od A do Ž. Ja, to je zdaj, tema intelektualne lastnine je zdaj v sodobnem svetu izjemno pomembna. Žal pa mladi podjetniki, ne, pa podjetniki nasploh se ne zavedajo pomena, ne. To je zdaj eden glavnih assetov, ki jih imajo, ne. Ja. Ideje, pa ne samo blagovna znamka, ampak vse, kar je povezano z intelektualno lastnino, je tisto, kar je največ vredno, ne. Včasih so bile mogoče v zgodovini to nepremičnine, stroji in tako naprej, zdaj pa vse bolj so ideje, tudi programska oprema, ne, koncepti, know-how, to izjemnega pomena. Zdaj, ena od teh stvari, jaz bi rekel celo, ne, cornerstone, je pač trademark, po čem se ti prezentiraš, po čem te poznajo, ne. In tukaj mogoče tudi lahko naredim neko usporednico ali pa neko primerjavo med Slovenijo pa med tujimi strankami, ne, v tujini je to bistveno večji poudarek se na tem daje, in se pač podjetja, ne, produkti so zaščiteni že v osnovi, že od štarta poskrbijo, da je zadeva ustrezno varovana, ker to je neka zgodba, tudi pravice intelektualne lastnine so nekaj, kjer je potrebna dolgoročna strategija, ne. Ne da se zaščititi od danes na jutri, je določen postopek, ne, je treba objaviti, treba pogledati, lahko pride tudi do kakšnih ugovorov, lahko nekdo temu nasprotuje, ne. Tako da tukaj je treba in delamo tudi na izobraževanju, pišemo tudi kakšne članke, svetujemo strankam, kako se tega lotiti.
ker najlažje to urediti naprej. Takrat, ko pride do spora, je lahko zelo boleče, neprijetno, tudi drago, ne. In dostikrat nas pač kontaktirajo v zelo nekih poznih fazah, ko že obstaja nek spor, ko nekdo že nekoga napada, češ uporabljati, kršite moje pravice intelektualne lastnine in moramo potem stranke braniti in bi imeli zelo veliko lažje delo, če bi se to uredilo prej ali pa pravočasno, ne. So pa zadeve zelo neprijetne, ne. Lahko pride do nekih nehotenih posegov, da niti ne veš, da kršiš od nekoga drugega trademark, pa kakšne druge pravice intelektualne lastnine, in včasih se treba tudi rebrandati, ne. In to zdaj z poslovnega vidika, ne, je zelo neprijetno, ne. Je drago, ne, vlagal si v nek brand, neko prepoznavnost, se moraš pa kar preimenovati, ne. Težko tudi razložiti svojim uporabnikom, ne, svojim investitorjem, ne. In včasih se dogaja tudi, da so pač zaradi kršitev intelektualne lastnine tudi investitorji ali pa partnerji osebno potem napadeni, ne, in je zelo neka taka slaba energija oziroma zelo neprijetno, no. Tako da res vsem svetujem, da si to uredijo prej, da o tem razmislijo, ker je dejansko področje zelo posebno, no. Zdaj, če lahko delim mojo zgodbo, se pravi, dejansko je postopek tak, tako kot jaz. Jaz sem prišel od tebe, sem rekel, oziroma ti si mene opozoril, da bi bilo mogoče pa zanimivo, da bi zaščitil Beyond Leadership, se pravi, jaz sem prišel do tebe in potem si mi ti vodil čez celoten proces. In v Sloveniji, potem lahko gremo tudi v Evropo, pa tujino, ne, če prav razumem, pa globalno. Drži. Okay, lahko tudi na začetku v tujini, pa ne. Zdaj odvisno, kje so zdaj ti relevantni trgi, ne. Super. Pejva se še dotakniti, zelo me zanima, prej so že izpostavili blockchain iz tega, ker je zelo pereča tema. Vemo, da ta trg je zelo hitro rastoč, je pa praktično tako velik celoten ekosistem, kakor kakšen Apple, kakor v bistvu market cap kakšnega večjega podjetja, kot je Apple. Pa me zanima, kako ti gledaš na te tehnologije, kako se vpeljujejo v posel, pa iz pravnega vidika me zanima tvoje mnenje. A je tukaj res še toliko veliko odprtih vprašanj, misliš, da se bo to v prihodnosti uredilo, ali smo res še daleč od tega? Ja, jaz mislim tako, no, pač tehnologija pa inovacije, ker vedeti moramo, na področju blockchaina deluje ogromna količina izjemno talentiranih ljudi, ne, genijev, ne. In prihajajo novi produkti, ne, nove poslovne modeli, ne. In zakonodaja enostavno ne more temu tako hitro, nikoli mu ne bo sledila v celoti, ne. Zelo me veseli, da se vsaj trudijo slediti, ne. Vedno bi bilo lahko boljše, no. Je pa tako, da nek lag vedno bo, ne. In fajn je, da se zakonodajalci pa regulatorji tega zavedajo, da se trudijo, da se zadeve premikajo naprej. Tudi Evropska unija na tem kar nekaj dela, upamo, da bomo malo imeli že neko novo regulativo z tega področja, ne. Dejstvo pa je, ko bo sprejeta, bo že isti trenutek zastarela, ker nekaj si v zakonu, pa pač poslovni svet je šel pa naprej, pojavili so se nove poslovne produkti, nove poslovne modeli, ne, fintech, swapi, ne, nove oblike kriptovalut, ne. Tako da temu se ni mogoče izogniti, to je treba nekako sprejeti. Je pa fajn, da se tega problema vsaj zavedamo, da ga skušamo nekako naslavljati, oziroma tudi, ko se pripravlja ta zakonodaja, da omogoča določeno stopnjo fleksibilnosti, ne, da ni pretoga, ne. To bi bilo zelo težko, ker najtežje je uporabljati neko zakonodajo ali pa določeno regulativo, ki je bila pisana za čisto druge čase, ne. Za druge čase je pa še zmeraj zavezujoča in je edina, ki jo imamo in jo je treba zelo tako na grob način, ne, aplicirati in zelo neprijetno je, če v bistvu zakonodaja tista, ki ovira razvoj ali pa ki ovira poslovno življenje, ne. Potrebujemo pa seveda pravila, ne, treba tudi industrija na drugi strani mora razumeti, to tudi kar dobro razume, ne, da ne moramo pustiti nekega divjega zahoda, ne, moramo imeti neka jasna pravila, moramo tudi zaščititi določene skupine, potrošniki, ne, pred skemerji, ne, pred določenimi nepoštenimi praksami, ne, pred pranjem denarja, ne. In tudi industrija se tega želi, ne. Želi, da
da so stvari urejene, da ne more kar vsak delati česarkoli, da ne more priti do nekih oškodovanj, nekih slabih zgodb, tudi mečejo potem neupravičeno škodujejo vsem v industriji. Ne. Zgodbe, kot so OneCoin in podobno. Ne. Se strinjam. Se pravi, zelo fascinanten svet in tudi jaz mislim, da si vsi želimo, da se tukaj čim prej vzpostavi neka regulativa, da bo tudi to malo šlo v neke meje normale. Me pa zdaj zanima še, to zmeraj vprašam, in sicer Američani temu radi pravijo, da aha moment, se pravi, kaj je bil ta aha trenutek v tvoji karieri, ki si pa rekel, jaz hočem iti v to pot. Vemo, da si 2011, ko si diplomiral, si imel najboljše povprečje, bil si tudi v tujini, delal si res v izjemnih pisarnah, pravnih pisarnah. Kdaj bo pa ta aha trenutek, ki si pa ti si rekel, ok, zdaj pa to, jaz grem na svoje, jaz hočem delati, to bo moja kariera. Ja, zdaj, glede ustanovitve svoje pisarne, to bo res mogoče povezano s tem nahajanjem tujini, s to neko pozitivno energijo, vzdušjem, glede tega razvoja blockchaina, nove tehnologije, zelo hitrim napredkom. Takrat sem dejansko začutil to neko priložnost, pa na drugi strani potrebo, ker sem videl, da pač te mlade ekipe imajo, sploh ne zavedajo se, kaj sploh imajo, kakšno dragocenost imajo, kakšen potencial ima to, pa ne samo za samo blockchain industrijo, tudi za celotno širšo ekonomijo, kakšne premike, izboljšave to lahko prenese v čisto tradicionalnih industrijah. Tako da takrat sem se temu bolj posvetil in takrat sem tudi videl, da to svojo idejo ali pa ta svoj nek nov pristop, bolj fleksibilen, bolj prilagojen, tem našim strankam lažje tudi urejen v okviru neke nove pisarne, ki bi že v začetku imela vgrajene neke bolj dinamične vrednote. Pojva se še dotakniti startup sveta in ti veliko tvojih strank je sicer že velikih mogotcev, ampak se mogoče še zmeraj tretirajo kot startupi, ker so tudi na večjih lokacijah, veliko hitro rastmajo. Pa me zanima, kaj so te največje pravne težave, s katerimi se srečujejo te tvoji, startupi nasploh, pa v bistvu te tvoje korporacije? Zdaj, neka taka večna tema so kadre. Zaposlovanje, odpuščanje, urejanje odnosov z kadri. Vsi, ki rastejo, imajo več ljudi, in tako pač neka taka šala, več ljudi, več problemov. Dejansko to zelo tako pomembno področje. Fajn je spet, tako kot vedno, stvari uredimo naprej, ko se pač onboarda člane ekipe, se pogovorimo o različnih scenarijih, se zadeve zapišejo, če se ne zapišejo, pa se potem razidemo, je problem. Če pa so bile zapisane, pa vsi vemo, pri čem smo. Gremo lahko zelo miroljubno narazen. Hujša stvar kot zaposleni ali pa neki član ekipe, če se skregajo founderji. To je tudi dosti pogosto. Štarta mlada ekipa, vsi smo prijatelji, ali pa mladostni prijatelji. Potem se začnejo pa kar, desetine milijonov obračati. Interesi so različni, nekateri bi to razvijali naprej, drugi bi šli ven, nekateri imajo potem neke druge vrednote, družinske bi se pač malo ustalili, se razidejo in tukaj pa so zelo bolj taki, ta potres lahko dejansko razdeli podjetje ali pa ga tudi uniči. Tako da to je tudi stvar, na katero stranko opozarjam in to se pač ozaveščanje je vidno, se obračajo zdaj že na začetku, ne samo takrat, ko imajo spor, ampak takrat, ko ustanavljajo, da se pač pogovorijo, da se vzpostavi nek initial trust in te zdaj tudi pač potem rešimo. Zdaj, tretja stvar, kot so že omenila intelektualna lastnina, je ključni asset, tudi v razmerju do zaposlenih, članov ekipe, če nekdo nekaj dela, a zdaj, čigav je zdaj ta, ne samo delo, kdo je prejemnik neke storitve, neke programske ali pa česarkoli, ampak čigav je intellectual property, ki se generira, pa kdo ga lahko uporablja potem, da se ne zgodi, da podjetje je sicer prejelo neko storitev, ni pa lastnik ključne intelektualne lastnine. Tako da to je še dodatna zadeva. Potem večna tema so davki, temu se tudi ni mogoče izogniti, regulacija, zdaj včasih podjetje nekaj bi delalo, pa pol ugotovimo, da to
gre za finančno posredništvo ali pa gre za izdanje finančnih inštrumentov, pa da gre za sklad, ne. Pa rečemo, je možno, ampak zahteva to, pa to, pa to, ne. Pa rečejo, v redu, bomo pa delali nekaj drugega ali pa prilagodijo potem poslovne modele, nek ta compliance, ne. To je tudi taka dosti standardna tema, no. Tako da tukaj se gibljamo, zdaj nekako naš privilegij, jaz bi temu rekel, ne, je ta, ko delaš v svojem startupu, se zelo zaljubljen v ta svoj produkt, ne, vidiš eno stvar, gledaš znotraj škatle, ne. Zdaj, ko se pa pogovarjajo z mano, jaz pa vidim vse škatle, ne. Videl sem veliko škatel, videl sem veliko lepih škatel, pa videl sem nekatere škatle, ki so propadle, pa so imeli določene probleme, tako da imamo tak nek pregled, kaj se dogaja na splošno v industriji, kakšne so tipične napake, ne, kje so tipični izzivi znotraj industrije, pa tudi izven, ne, tudi med industrijami. Tako da jim lahko potem damo neko in poskušamo dati neka opozorila, gledajte, dajte urediti to pa to, ne. Tukaj se jih, 90% se izkrega tukaj pa tukaj, ne. A pa, gledajte, imate dobro idejo glede te pogodbe, ampak ta zadeva je zelo taka, ne. Nejasna, lahko pride do spora, dajte to malo bolj definirati, ne. Tako da tukaj je potem ta dialog, ne, in tukaj bi so naša dodana vrednost in tukaj si želimo čim več dodane vrednosti, ne. Na drugi strani, kar da pa nam posamezne startupe, pa tudi razumevanje, ne, kaj jih tare in tako naprej. Ful me zanima tvoj pogled, se pravi, ti si šel v bistvu čez vse korake, bil si del večjih pisarn, zdaj imaš tudi svoje podjetje, kjer imaš že 7 zaposlenih in pa tudi kot zunanji odvetnik, svetovalec menedžmenta si del več tisoč osebnih ekip, če rečeva tako, pa več 100 osebnih ekip. Pa me zanima, če gledaš od začetka tvoje kariere pa do danes, kako se pa tvoj stil vodenja spremenil? Kako si se ti spremenil kot oseba? Si bil takrat mogoče bolj avtokrat, kakor si zdaj? Daj nam malo samo razloži, ker me zanima, kako se je tvoj stil spremenil. Ja, na začetku definitivno upravlja samo sebe, ne. Tudi to je včasih challenge, ne. Potem pa, ko ta ekipa raste, se tudi način vodenja se mora temu prilagajati, ne. Zdaj ne bom rekel, da vse znam, da vse vem, če bo ekipa še naprej rasla, ne, bo treba tudi drugačen tip menedžeriranja, tudi recimo zdaj se pogovarjamo o oblikovanju nekih skupin, delovnih skupin, ne. Da se lažje, da se bolj efektivno vse odvija. Zdaj nekaj tak moj moto, jaz se skušam biti fair, ne. Zdaj, včasih to ne uspeva, ali pa včasih je pol percepcija drugačna, ampak moja želja, da bi bil nekako pošten, da bi bili vsa pravila za vse enaka, da bi bili pač tudi posamezniki motivirani in da bi bili nekako tudi primerno nagrajeni glede na svoj dejanski doprinos, ne. Posledično tudi motivirani, da čim več doprinesejo, ne. Tako da tukaj je včasih tudi potrebno potegniti kakšne nepriljubljene poteze, ne, kar se tiče urnikov, kar se tiče sistemizacije, ne, nekih delovnih procesov, da so pa stvari nekako enakomerno tudi porazdeljene znotraj ekipe, ne. In po drugi strani mislim, da se tudi to ekipe želijo, ne, da je neka poštenost, ne, da ne prihaja do tega, ne, nekdo dela več, ne, nekdo pa manj, ne, da ni nekaj take, da bi se nekdo šlepal, ne, po domače povedano, ker to ustvarja potem tudi neko tenzijo, nagrajeni so pa vsi enako, ne, to bi potem ustvarjalo neko tenzijo. Tako da moj cilj je v tej neki, ne, fair play za vse, da smo ekipa in da pač skupno kot ekipa tudi produciramo največje možne rezultate. Super. Pojva se še dotakniti, to sem te že prej malo načel to temo in sicer vem, da v svetu inovacije razvoja je treba delati tudi malo napake, oziroma če temu rečemo, je treba probavati. V pravnem svetu je pa to spet malo izziv, ker vsaka napaka lahko ti nekaj malo več stane, kakor druge. Pa me zanima, kako pa ti kot vodja v bistvu razmišljaš o tem napakah, da je treba skozi inovirati, probavati, se učiti, ker vem, da pač pravni svet
je mehen drugač. Ne moreš jih delati veliko napak, ker so katastrofe, mislim, so posledice lahko kar velike. Ja, če bi dal primerjavo tudi pri zdravnikih, te napake lahko stanejo ljudje življenja, tukaj pa pač lahko stanejo podjetja nekih, da lahko na koncu podjetje propade. Da stane zelo žalostna zgodba. Tako da, ja, kaj ne rečem glede napak, napake so nekaj človeškega, motiti se človeško, treba vedeti, treba biti skromen, treba vedeti, da mogoče ne vemo vsega, mogoče smo mogoče malo bolj zadržani, smo bolj konzervativni, včasih tudi strankam povem, gledajte, moja naloga je, da vas opozarjam na probleme pa napake, mislim, da imate super produkt, ampak nočem vam kvariti veselje, ampak to bi moja naloga, da vas na določene zadeve opredelim. Dejstvo je tudi tako, to, ko so se prej pogovarjali z to zakonodajo, často ne vemo, kaj je pravi odgovor, často tudi regulatorji ne vejo, kaj je pravi odgovor. Se zato to z nami pogovarjajo ali pa z industrijo. Včasih to gledanje ali pa razlaga zakonov tudi skozi neko prakso lahko spremeni, se v bistvu na nek način retroaktivno, čeprav sam zakon ne velja retroaktivno, ampak razlaga zakona se lahko potem spremeni, pa se neke situacije tudi za nazaj presoja z nekimi drugimi očali. Tako da, moj pristop je tak, zelo previden. Dajmo biti rajši en korak naprej ali pa delati malo več, kot mislimo, da je potrebno, da smo na neki varni strani. Super. Se strinjam. Ivo, peva še malo na tvoje osebno življenje in sicer ti si tudi fascinanten iz vidika, da dejansko ne gledaš serije, ampak si pogledaš povzetke na YouTubeu. Tako da nisem sploh vedel, da se to da, mislim, ja, je logično, ampak da ne malo razloži. Se pravi, Squid Game, ki je v bistvu zelo popularna serija, se pravi, kaj, ti si šel na YouTube, pogledal povzetek, ali kako? Ja, to sem ugotovil, da Netflix sem imel naročen in ga nisem gledal par mesecev, se ga potem odklopil. Tako da ja, nedavno se mi to zgodilo, da serije sploh več ne gledam in pač, ki me je zaintrigirala, ker so mi vsi priporočili, pa to je super serija, sem si pa enostavno pogledal cel summary prve sezone, tako da sem bil na tekočem, tako da vem, kako se konča, spoilerji, vse. Ja, v 20 minutah, da sem si prihranil ta čas. Daj mi še povej, ko se pogovarjali, sem omenil, da če bi bil v drugem življenju, ali pa ko boš se ponovno rodil, da bi mogoče bil rokerski zvezdnik. Rokerski zvezdnik pa pravnik, veš, kako to? Daj mi malo razloži. Ja, ne vem, pač tako, ko sem bil še v srednji šoli, sem imel mogoče to neko željo, to so bili še ta 90-2000 leta, čas velikih bendov in tako naprej. To sem nekako zamudil, to zlato obdobje, ali pa mogoče še malo prej, kakšno desetletje nazaj, so bili te era teh bendov, tako da to mi ni bilo usvojeno, zdaj tega ni več, tako da sem se pač nekako, to sem se dostikrat se pošalil, sem se pač usmeril pa v pravo, tako da ne nastopam na odrih, nastopam pa mogoče kje druge, na kakšnih konferencah ali pa na sodiščih. Sicer ni tako zanimivo, tudi občinstvo ni tako široko, je pa vseeno neka alternativa. Super, zdaj najljubša knjiga je Atomic Habits, jaz sem jo prebral, moram reči, da je res fantastična. Me pa zanima, se pravi, ko sem ti rekel, če lahko izbereš en quote oziroma en citat, ki te nekako zaznamuje, si izbral tega od Walta Disneyja. The way to get started is to quit talking and begin doing. Tako da, kako, malo razloži? Ja, jaz Walta Disneyja zelo občudujem, občudujem ta, jaz sem rad risanke, ko sem bil otrok, ampak zdaj pa občudujem ta njegov tudi poslovni pristop, ta njegov domišljijski svet, izjemno domišljijo, ki jo je pač ustvaril. Tudi koncept Disney Worlda, najsrečnejši kraj na zemlji, tudi ta njegova ideja glede intelektualne lastnine,
v bistvu ne služi z filmi, služi s temi igračkami, ki so pač zaščitene in liki in tako naprej. Tako da tudi njegov citat mi je bil pol všeč, ne. Treba ne samo ostati pri besedah, ne, ali pa pri nekih idejah, ampak treba tudi realizirati, ne. Tukaj se skušam temu ravnati, zdaj seveda včasih ne gre, vsega ne moramo vedno realizirati, ampak trudim si, da smo tudi pri strankah ali pa tudi znotraj naše ekipe, da zmeraj poudarjamo, ne, štejejo neki rezultati, ne. Ne samo, kaj smo delali, ampak tudi na koncu, kaj smo naredili, no. Zdaj, med hobiji zelo rad bereš knjige, rad potuješ, vem, da si nedavno šel tudi na mrzel sever. Kam si šel, da nam malo razložiš? Ja, poleti sem si izbral mogoče tako letos nenavadno destinacijo in sicer sem šel v rusko Arktiko, severno od Murmanska in tako, no, ko so se kakšni kolegi sončili pod kakšno palmo in pod kokosom, ne, jaz sem bil pač v tundri med severnimi jeleni, medvedi in pa severnimi temi polarnimi kiti. Noro. Ok, najljubša hrana pica, to je verjetno zato, ker nimamo veliko časa, si skozi on the move. Ja, drži, pač, ko greš iz pisarne, si vzameš po poti kos pica, no. Zdaj, za app si omenil pa Kindle, a je še kakšen app, ki ga rad uporabljaš? Ja, appov imam kar precej teh messengerjev, ne, WhatsApp, Viber, ne, Messenger, LinkedIn, pač razne, tukaj se tudi vedno prilagajamo v stranki, tega kar veliko, tako da to so moji najbolj uporabljani appi, ne bi rekel, da so moji najljubši, ne, ker je dejansko te komunikacije včasih že kar malo preveč. Ja. Kar se tiče tako res najljubši mi je pa Kindle, to je zaradi tega, ker dejansko omogoča, ne, meni to tudi fascinantno, ne, včasih sem mogel imeti celo knjižnico, ne, knjižnico knjig, ne, zdaj pa imaš v bistvu celo knjižnico, ne, stotine, tisoče knjig, ne, pa če te nekaj zanima, imaš lahko katero knjigo praktično, ne, v minuti zdownloadano na svojem osebnem telefonu in jo pač dostikrat tudi berem, ne, tudi na recimo, kjer čakaš, kjerkoli si, tudi to opcijo imam, ne, da ti predvaja audiobooks, ne, dostikrat, ko se kam peljem, pa to poslušam ali pa recimo na avionu, tako da zelo rad berem, to mi je nek tak hobi, ne. Super, preden greva na neko tvojo zaključno misel, bi jaz samo še te prosil, če lahko podaš nek pravni nasvet mladim podjetjem, mladim startupom, nek mogoče generičen nasvet, kaj vsak mlad podjetnik, ki vstopa ali na tuje trge ali širi svoje podjetje. Ja, generičen pravni nasvet, no, je, da je dejansko pravo pomembno, naj ne podcenjuje teh aspektov, ker so lahko zelo drago vas lahko stanejo, ne, po drugi strani pa nek dober pravni nasvet ali pa da imate to pravni compliance, urejanje pravnih odnosov inkorporirano kot neko vašo strateško usmeritev, da ste pozorni na to, ne, na te zadeve, malo lahko tudi precej denarja prihranijo, ne, tako da ne gledajte na to, na legal kot na nek strošek, ne, bolj kot mogoče na investicijo, ne. Super. Zdaj, jaz imam že kar lepo bazo, imamo na Beyond Leadershipu in sicer mislim, da imamo že preko 100,000 poslušanj, kakor sem gledal prejšnji teden. Čestitam. In hvala. In tudi naši poslušalci kar lepo rastejo, med njimi niso samo študenti, imamo tudi kar nekaj direktorjev, predsednikov uprav, pa me zanima, če gledava zdaj čez ves spekter, od študentov do direktorjev, do ljudi, ki vstopajo v svet podjetništva, kaj bi bili tvoji trije neki zaključni nauki za naše poslušalce? Ja, zdaj naukov je lahko več, no, mogoče bi samo enega. Ali pa enega, ja. Za zaključek, no. Tako, no. Ja, o tem dostikrat razmišljam, no, zdi se mi res pomembno ohranjati tem svetu, ki skozi so neke motnje, neki šumi, ne. Velike tudi možnosti, ne. Včasih se kar težko odločiti ali pa usmeriti, ne, kar vse, ne. Tudi opažam mogoče pri mlajših generacijah, ne, da bi bili na več mestih naenkrat radi bili, ne,
mogoče se tudi mentaliteta malo spremenja, TikTok generacija, ne, pa nekih želje po hitrih zaslužkih, ne, ampak dejansko tukaj bi mogoče ponovil nek nasvet, ki sem ga slišal od svojega bivšega šefa, ne, v življenju enostavno ni bližnjic, ne. Včasih treba prehoditi določeno pot, ne, in tudi v celoti, ne. Tako da bi to svetoval, mogoče kakšnim mlajšim kolegom, kot pa tvojim poslušalcem, ne, naj držijo fokus, naj bodo vztrajni, ne, ker to vas bo potem pripeljalo do nekih rezultatov, ne, tako kot v tisti basni o zajcu pa želvi, ne, želva na koncu vedno zmaga, ne, tudi če gre malo počasneje. Res je. Zdaj, Ivo, še enkrat bi si te rad zahvalil za tvoj čas. Jaz sem vesel, da se si najdla, ker vem, da sva se kar nekaj časa ljubila. Dragi poslušalci, še enkrat, z nami je bil izjemen Ivo Grlica, predavatelj, mentor, strokovnjak, ne samo za trademarke, ampak tudi mnogo drugih stvari, če se boste širili na tuje trge, je absolutno on prava oseba. Moj dober prijatelj in pa hkrati tudi lastnik Grlica Law odvetniške pisarne. Tako da, Ivo, še enkrat najlepša hvala. Ja, hvala za povabilo, Mark, jaz sem izjemno vesel, za tole priložnost tega zelo zanimivega pogovora. In moram reči, da sem tudi jaz tvoj poslušalec, večkrat poslušam tvoje podcaste, pa tudi te nasvete, ki jih objavljaš, tako da čestitke za izjemno delo in tudi za ta doprinos slovenski poslovni kulturi, ki se mi zdi, da je izjemno pomembna, ne. Da upravljaš izjemno koristno delo, predstaviti neke zgodbe, pa predstaviti neke ideje in opolnomočiti bodoče liderje, da jim dati neko samozavest, ne, ker imamo tudi tukaj v Sloveniji, da vemo, da znamo in da si to znanje tudi upamo izkoristiti. No. Tako da hvala za povabilo in tudi hvala za celoten ta projekt, ki je izjemnega pomena in ti želim še uspešno delo naprej in ne samo 100,000 ogledov, ampak več in več. Super, hvala. Spremljate nas na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.